Globalna vas danes v studiu radijskem tukaj v Ljubljani, kjer lahko pozdravim Marka Dimača. Dober dan želim. Dober dan, hvala za vabilo. Sindikalist ste v angleškem sistemu javnega zdravstva. Na kratko, kakšna je vaša zgodba, vaša pot, se pravi od zlatega maturanta do zdaj sindikalista? Jaz sem študiral v Kopru in kot prvi iz družine, namreč moj oče je zidar, moja mama je čistilka. Slovenski izobraževalni sistem ti to omogoča, da ne glede na okoliščine lahko greš študirati, lahko pridobiš neke veščine analize družbe, v kateri živiš. In sem tam pravzaprav ugotovil, kaj me veseli, da me veseli borba za neke delavske pravice, za neko bolj pravično družbo. In sem potem kot del študija šel najprej na izmenjavo v Italijo za en semester in kasneje na prakso na Švedskem, ker sem želel tudi nekoliko izkusiti to mednarodno življenje, primerjati, kako se živi nekako na jugu Evrope in na severu Evrope. To je bilo v času, ko so te razlike med jugom in severom Evrope bile dokaj izpostavljene tekom evropske krize. In mi je potem to dalo nek zagon, da se bolj angažiram v nekem mednarodnem okolju. Ko sem začel delati v Veliki Britaniji, sem že pričakoval neenakost po 40 letih oziroma 50 letih neoliberalizma. In sem se začel politično in sindikalno udejstvovati. Prva stvar, ki sem jo naredil, ko sem dobil službo, bila namreč prekarna služba na recepciji, sem se včlanil v sindikat Unison. Seveda takrat je bil še Jeremy Corbyn, vodja laboristov, sem se včlanil v laboristično stranko, kar je nekaj, kar si nikoli ne bi predstavljal kot študent, da bi dejansko se pridružil stranki, ki je bila dolgo del establishmenta. V sindikalizem se nikakor niste podali nevedni, tudi ne brez izkušenj. Vas je kljub temu kakšna zadeva, ko ste začeli delovati kot sindikalist, presenetila, morda celo šokirala? Vsekakor. Jaz mislim, da je najbolj šokantna izkušnja, ki sem jo imel, in je mnogo takih, da sem zastopal delavko, ki je prebolevala z rakom, in v Veliki Britaniji na določeni točki bolniško izplačilo praktično neobstoječe. Se pravi, ta delavka, ki je prebolevala raka, ni dobila nikakršne bolniške, s katero bi lahko preživela. Seveda, ko ljudje zbolijo, stroški ponavadi narastejo. Za poslušalce mislim, da je vredno izpostaviti, da je to nadomestilo za brezposelnost 470 funtov na mesec. Zdaj, minimalna plača je pa 1600 funtov. Zdaj, če si predstavljamo, koliko vi dobite neke bolniške, ko zbolite, v primerjavi s tem, kar so življenjski stroški, je to grozno. Sicer v javnem zdravstvu so pogodbeni pogoji nekoliko boljši. Za vsako leto dela dobite en mesec polne bolniške, en mesec polovične, do maksimuma 6 mesecev polne, 6 mesecev polovične. Ampak mi vemo, da bolezen ne čaka. Določeni ljudje lahko zbolijo po enem letu dela in potem dobijo en mesec polno bolniško, en mesec polovično, potem pa se zanaša na ta zakonski minimum, ki je 470 funtov na mesec, in nekdo, ki resno zboli, ne more več skrbeti za sebe in je praktično v revščini. Sami ste aktivni v sindikatu na področju zdravstva. Kaj pa vaše izkušnje? Tega je zdaj 9 let. Ste imeli kakšno izkušnjo? Kakšno? Jaz se ne bi mogoče preveč zanašal na anekdote, ampak glavni problem je sicer tu, da so čakalne vrste dolge. 6 do 7 milijonov ljudi čaka, to je skoraj praktično 10% prebivalstva, in to je v državi, kjer je outsourcing zdravstva pravilo. To, kar desne stranke v Sloveniji govorijo, da namreč ni važno, kdo ponuja zdravstvene storitve, ampak da je važno, da pacient nič ne plača. To se je izkazalo, da v Veliki Britaniji ne deluje, ker so čakalne vrste kljub temu dolge. Veliko zdravstvenih delavcev, ki so bili usposobljeni v javnem zdravstvu, potem odteka v nek privatni sektor. Problem je tudi recimo z osebnimi zdravniki, ki imajo več svobode in seveda potem delajo več v privatnem sektorju kot v javnem. To pa pomeni, da je potem dostop nekih ljudi, ki potrebujejo to obravnavo, okrnjen. Hkrati pa je še ena razlika, mislim, da in to
se kaže tudi v tem, da lahko v bistvu zelo močne protibolečinske tablete kupiš kar v lekarni brez recepta, ker namreč ti greš osebnemu zdravniku in osebni zdravnik se ne ukvarja preveč s tabo. In zdaj, če ti ne dobiš neko resno obravnavo tukaj, potem pravzaprav čakaš in ta prevencija dejansko ne deluje, ampak ti greš zdravniku, zdravnik te pošlje domov z nekimi tabletami, ne dobiš pa dejansko vstopa v zdravstvo, da bi dejansko dobil neko diagnozo, da bi dobil neko dejansko dolgoročno rešitev, ki bi potem pozitivno vplivala na zdravje. Problem je tudi z zobozdravnikov, ki bi izvajali storitve na NHS-u, se pravi na javnem zdravstvu, je vedno manj. In moram reči, da je, ko pogledam razmere v Veliki Britaniji, je to kot neka distopična prihodnost, kolikor bo Slovenija nadaljevala z privatizacijo zdravstva, predvsem preko outsourcinga. Moramo se zavedati, da v Veliki Britaniji je NHS institucija, ki jo vsi cenijo, se pravi, noben politik ne bo izjavil, da bomo zdaj mi javno zdravstvo privatizirali, kar pa se dogaja, je pa, da se te dele zdravstva, kot je neka zamenjava kolkov, radiografija in tako dalje, to se pač podeljuje neke pogodbe izvajalcem, ki potem seveda manjše osebje, to osebje je manj kvalificirano, kvaliteta storitev ni vedno enaka kot na javnem zdravstvu, seveda kronični bolniki ostajajo na javnem zdravstvu, medtem ko privatni sektor kuje neke dobičke na teh bolj preprostih posegih. In kar govorim tukaj kolegom sindikalistom, prijateljem in znancem, je, da to javno zdravstvo, ki ga imamo, je potrebno braniti, kot da bi naše življenje od tega bilo odvisno, ker namreč naše življenje tudi je odvisno od tega, ali lahko dostopamo do zdravstva, ne glede na naš ekonomski status. Večkrat opozarjate, da nek sistem, neka ureditev, ki se izkazuje, da nima kot rešitev, kot boljša, to v resnici ni. Opozarjate tudi na neenakosti v tem sistemu. Konkretno v Nottinghamu živite. Kako daleč od središča mesta, da nimo morate, da te neenakosti konkretno opazite? Ne potrebujete iti iz centra mesta, ker še vedno vidite zelo visoko stopnjo brezdomstva. Ena stvar, ki me še vedno šokira, je, koliko ljudi spi na ulicah v ene izmed najbogatejših držav na svetu. Se pravi, to je vidno v centru mesta, to je vidno tudi v primestjih, kjer jaz živim, in je dokaj normalizirano. In mislim, da je to šokantno, tako bogata država še vedno dejansko ima ljudi, ki živijo na ulici, ki zbolijo, ki potem seveda imajo razne druge težave, namesto da bi ta problem rešili. In moram reči, da se potem to tudi vidi, ko zastopamo delavke in delavce, kako visoki so stroški življenja, kako visoki so recimo stroški za vrtec, ker se delavke praktično odločajo, da bodo zapustili službo, zato ker morajo skrbeti za otroka. In to je ponavadi potem problem, ker take delavke imajo na koncu nižje penzije, ker imajo manj delovne dobe in je to v bistvu vprašanje enakopravnosti, kar v Sloveniji, kjer imamo neke državne vrtce, kjer ljudje plačujejo glede na to, koliko zaslužijo, nekaj, kar si ne predstavljamo, da so stroški za otroke pravzaprav skoraj 1/3 nekega družinskega proračuna. Marko Dimač, slabo desetletje ste na Otoku, zdaj delate kot sindikalist, v tistih uvodnih letih pa ste delali tudi z begunci. Česa o sodobni družbi ste se pri tem naučili? Jaz sem 2 leti prostovoljil kot učitelj angleščine in tudi kot nek svetovalec beguncem v Veliki Britaniji in sem se tam v bistvu naučil, kako težko je tem ljudem preživeti. Ker jaz mislim, da je tle, in tudi v Veliki Britaniji, tako kot v Sloveniji, ljudje mislijo, da begunci pridejo v neko državo in jim stegnejo rdečo preprogo in da ti ljudje živijo kot mali bogovi, je pa resničnost zelo drugačna. Ti ljudje živijo z nekaj funti na teden, pogosto v revščini, hkrati pa, ko se s temi ljudmi pogovarjaš in dejansko vidiš neko širšo globalno sliko, se tukaj kažejo posledice stoletij kolonializma in raznoraznih vojn, ki so države na Bližnjem vzhodu in v Afriki povsem uničile in potem seveda ti ljudje
grejo v Evropo oziroma v neke druge države, zato da bi bežali pred nasiljem, pred revščino. Da bi preživeli. Da bi preživeli. In seveda potem ponavadi so to moški in potem imamo tu skrajno desnico. Ja, zakaj pa gredo moški? Moški gredo na pot, zato ker vejo, da je možnost, da ne bodo prišli živi čez, zelo velika, zato pustijo otroke in žene doma. V tem kontekstu in glede na to, kaj ste prej pojasnjevali, glede razlik, neenakosti, revščine, kako pa gledate na proteste, nedavne proteste nacionalistov? To je zelo zaskrbljujoče, ampak ni zelo drugačno od trendov, ki jih vidimo po Evropi. In ti padci življenjskih standardov, padci plač, padci splošnega nivoja, neke kvalitete življenja se odražajo na tem, da so ljudje nezadovoljni, ljudje si želijo nekih sprememb. Klasične sredinske stranke seveda teh sprememb ne želijo udejaniti, ker ne želijo obdavčiti milijarderjev, ki so ponavadi tudi njihovi donatorji. In potem tukaj nastopi skrajna desnica, ki to krivdo naprti najbolj ranljivim skupinam, kot so begunci, priseljenci, in potem pravzaprav ljudi, ki tudi znotraj Velike Britanije trpijo, namesto da bi ti ljudje dejansko se združili, sindikalizirali, organizirali, uprli in rekli, ok, potrebujemo neko obdavčitev milijarderjev, potrebujemo dvig plač, potrebujemo dvig standardov, se potem ta jeza preusmeri k beguncem, migrantom in ljudem, ki za to niso nič krivi. Namreč plače ni znižal noben begunec, plače znižujejo kapitalisti, ki žanjejo vedno večje profite, ljudem pa izplačujejo vedno nižje realne plače. In rešitev je tukaj, da ljudje dejansko ugotovijo, da financerji, tisti, ki podpirajo skrajno desnico, naprimer AfD, pa tudi recimo skrajno desnico v Veliki Britaniji, nagovor je namreč tudi imel Elon Musk na tem shodu nacionalistov. To je milijarder, ki ne želi, da bi ga dejansko obdavčili, in je pravzaprav interes kapitala na tej točki, da preusmeri pozornost iz dejanskih ekonomskih problemov in ekonomskih rešitev, ki tičijo v tem, da moramo dejansko se lotiti te neenakosti in dejstva, da milijarderji ne plačujejo davkov, ki bi jih morali, to preusmerijo na begunce, na ljudi, ki so ranljivi, in to potem vodi v neke zelo temne scenarije, ki smo jih videli v 30 letih prejšnjega stoletja, in zato vedno poudarjam, da je sindikaliziranost pomembna, ker ko si v sindikatu, je tvoj sodelavec lahko iz Bangladeša, lahko je tvoj sodelavec iz Poljske, lahko je tvoj sodelavec iz Brazilije, in ko si v sindikatu, dejansko gotoviš, da smo vsi delavci, smo vsi delavke, in kot taki moramo držati skupaj in se boriti za to, da ti standardi življenja se izboljšajo in da lahko vsi dostojno živimo. Kako definirate uspeh pri svojem sindikalističnem delu? Najboljša definicija uspeha je, ko kot sindikalist vidiš, kako se delavci in delavke zavedajo svoje kolektivne moči. To smo videli naprimer s stavko bolničark, ko so skupaj stavkale, ko so ugotovili, da niso same, ko so ugotovili, da je mnogo delavk v istem položaju, in ko vidiš delavke, ki dejansko ugotavljajo, da imajo moč, da lahko spremenijo stvari, takrat si kot sindikalist opravil svojo nalogo. Hvala, da ste si nekaj časa znotraj dopusta, kot pravite, vzeli tudi za obisk radijskega studia. Veliko uspehov še naprej pri sindikalističnem delu na Otoku. Hvala.